Radio 1 in DM predstavljata 28 ur dobrodelnosti. Čarobnost obdarovanja. Halo? Ja. Dobro jutro. Dobro jutro, gospod Denis. Dobro jutro. Dobro jutro. Ste pa takoj prepoznali kljub mojemu počenemu glasu, Vesna. Ja, če imaš pa takoj prepoznal glas. Vesna, mi smo v samem finišu našega 28-urnega dobrodelnega maratona. Še enkrat, ta trenutek, če lahko, pomagam 5 na 1919, hvala vsem. Vesna, vaše sporočilo oziroma vaš mail me je mal šokiral. Ne mal, kar orang. Napisali ste, da pišete v imenu nekoga, ki umira. Ja, res je. Povejte. Ima zadnji stadij invazivnega železnega raka, tanke metastaze so pa razsejene po celem abdomnu, po jetrih, trebuhu, pljučih, črevesju, polipi so. Več prav ne more nič jesti, iz njega v dan hira, vedno bolj suhe, nima več mišične mase, pije samo še te napitke, prošur, enšur, praške, razne vitaminske dodatke, prehranska dopolnila. Nekoč je bil tak moški, on je bil drugače dimnikar v poklicu. To, kaj se je pa z njim zgodilo v parih mesecih, pa je neprepoznavno več. Še stežko, komaj da do WC-ja pride tisti 2-3 metre in da pride do WC-ja, kaj tudi prav, da vsaj nekaj korakov naredi, ne? Da se tisne, da zelo leži, ampak tudi z tega bo malo konec, skupaj temu, da ima pleničke po hlačke želi iti na WC. Gre pa za vašega partnerja Janeza in ste praktično njegova skrbnica 24 ur na dan. Ja, res je. 24 ur na dan pač se zvečer hitro zaspi, tam v sebi že zaspi, kot ima tudi morfij, proti bolečinam. Pa tudi precej dolgo spi, rekel, da 7-8 zjutraj. Pa tu prije, potem se skupaj na vrsto od njega do vsega skupaj, do zdravil. In predstavljam si, glede na to, da Janez potrebuje 24-urno oskrbo, da vi nimate službe. Ne, tudi sem izgubila službo, sem na višek. Zapravo sem imela samo določen čas pogodbo podpisano. Meni so podaljšali, pač tako se je žal zgodilo, se iščem dalje službo, in tudi v tem času, pač kaj bi jaz imela službo, bi varstvo je mora delal, ne glede na to, koliko bi stalo tistih par ur, kar je zelo službi. Ja. Kada je puščala samega. Vesno, o čem razmišljate? Je to le vajin zadnji skupni božič? Definitivno. So vam to že povedali? Že takrat smo povedali samo 2 meseca, pa bilo to meseca junija, tako da se bojim, da upam, da bom se spet doživel Silvestrovo še. To si ne znam predstavljati, da kako načrtuješ zadnjo božično večerjo, zadnjo novoletno večerjo? O čem razmišljaš? Prižgala bom svečke nama, smeripico malo narejeno, skuhala bom neko lahko večerjo, da bo oba enako jedla, če bo lahko jedel, ker težko kakšno hrano sploh pregovoda še, ali pa kaj. Kaki čaj pa sobo bo pila, doma ne sme. Pričala nam neko vzdušje, novoletno lepo. Prav je tako. Prav je tako. Kaki film bova skupaj pogledala lep. Vesna, kaj si pa želite, kaj potrebujete, s čim vam pa mi lahko pomagamo? Mene ogromno denarja stane to, kaj jaz moram te stvari ne kupovati, zaradi tega, ker rasto, kaj krije, če tretjino vse ostalo moraš svojega žepa kupovati, če želiš kakšno prehransko dopolnila, zraven vitamine. To še sam plačati svojega žepa, nič ne krijejo samo del tistih, kad dobim pleničke za njega,
na recept, pa en sirup na 2 meseca za apetit. Če pa prije tisti vrni prodaji 65 €, en prašek me prije 50 € za mešanje, za vitamine, za mišično maso, to moram se sama kupovati. Kakšne vani jogurte, to še lahko je, ker tekoče popije dol, to ni problem jogurte kupovati, pa se pač malo okrog ozreš, pa pogledaš, pa kupiš cene, pač ne tisto najdražje. In mora biti pa probiotični jogurti, ne? Vesna, jaz mislim, da del zbranih sredstev bo dovolj, da ne boste razmišljali, kaj ja in kaj ne. Tako da tudi vi boste prijeli pomoč iz 28-urnega dobrodelnega maratona. Hvala vam, gospod Denis, zlati ste. Ljudje so. Jaz vedno pravim, ljudje so tisti. Mi smo sam zvočnik. Vem, ampak tudi s tem, ko to počnete za ljudi, naredite veliko delo. To se nam zdi pa prav. Ne samo prav, to je hvale vredno, to je občudovanje vredno, kar vi počnete. Vesna, pomagali bomo. Vi imate pa zelo lep plan, zelo lep načrt. In za Božič, in za večerjo, in za novo leto. Mi držimo pesti, da vam uspe tako, kot ste si zamislili. Hvala vam, zlati ste, veste. Bom mi uspela, moram mi uspeti. Pravijo, ki je volja, tam je moč.